A ja pa še cena, dobrih 67 jurjev. Ja, pa še nekaj. Vsi pozabite, da je bil Mercedes GLE v Jurskem parku. What would you like? Play music. Pause music. Is that correct? Play music. I didn't understand. What did you say? Play Bluetooth. I cannot do your phone request at this time. Play music. Tuned to 96 FM. Is that correct? Kind of. Ok, neki razume, ampak vsega pa ne. A je še ful razlika med različnimi avtomobili? Kaj pa koliko razumejo, koliko se znajo pogovarjati? A ja, nisem povedal, o čem sedim. Opel Insignia, bencinar, 1.6, 200 konjev, pa taka kar atraktivna oprema. Avto kar dobro zgleda, lej, kamorkoli se pripeljem, folk pravi, čakaj, komaš pa to? A veš, tudi zato, ker ima tale avto tukaj na vogalu značko OPC Line. Prava OPC-ika pa ni, sam zgleda tako. 360 view, cool. Insignia že nekaj časa ni bilo na obisku, kdaj nazadnje? Vlog 433 se mi zdi. Piano plastika, se vem, da se vsak toliko časa spravim na njo, ne? In tudi zdajle se bom, kaj pa jaz vem, no? Prah pa te stvari, pa prstni vtisi ni toliko fajn. Vidiš, to je ta sredinski greben, ki ima kupene te piano plastike, pa se pol hitro vse skupaj pozna. Pa imam pa raje še stvari kar odprte, pa se pol ne pozna toliko. Až kaj mi je pa všeč? Tale head-up display, oster, lahko full svetu, različne stvari si lahko prilagajaš tukaj, ne? Kaj želiš videti, v tem primeru motorne vrtljaje, pa potem, katera je omejena hitrost, pa kaj imamo še, radio, pa navigacija. Kje si plešo? Če sem ta avto vzel na test zaradi motorja, 1.6 sem že rekel 200 konjev, to pa zato, ker je ta motor nov. In ta motor pa po zmogljivosti tole Insignio uvršča eno stopničko pod Insignio GSI, kar se performancev tiče, mingrede, a veš, kjer karoserijski zavihek mi je pri tem avtu ful všeč, tale zobek tukaj, lej. Kako je oster. V glavnem od 0 do 100, dobrih 7,5 sekunde, končna koliko, dobrih 230. Ampak sami pospeški mi pri tem avtu niso toliko všeč kot dejansko odzivnost motorja. Ne bom rekel, da je občutek, da voziš enega atmosferca ali pa nekaj podobnega, ampak zelo blizu. Predvsem tista začetna odzivnost, pa ne toliko pri športni vožnji, mislim, valjda tudi pri športni vožnji, ampak ko spelješ s križišča, ko ti pritisneš gas, avto gre takoj. Pa mogoče ni neumen podatek za tiste, ki vas te reči zanima. Še dve stvari, ki sta mi pri avtu všeč. Ta prva je, ko sem se prvič noter usedel, je motor laufal. Ne samo, da je tek ful meren, da je motor razmeroma uglajen, glede na to, da je prostorninsko tako skromen, tudi tih je. Pa vem, da so bencinarji bistveno tišji od dizlov, ne? Ampak tale se mi zdi pa še posebej prijazen na tem področju. Pa še ena stvar, ki se mi zdi super, če te avto že napeljuje k športnosti, je prvo, da se zna tako tudi obnaša. Pri konkretno tej Insignii me je presenetila predvsem zbranost, ko si enkrat v ovinku. Tudi takrat, ki je mokra cesta, mislim, takrat, ki jo prijema bistveno manj kot drugače. Zdi se mi, da se avto ful lepo usede v zavoj. Tudi če si mogoče malo nepreviden, pa ne zbereš prave hitrosti ali pa sredi ovinka delaš popravke, se ob vsakem popravku hitro zbere. Imaš občutek, da je, Angleži temu rečejo planted. Ob tem se mi zdi, da je precej udobna. Ajde pa barva, ne? Barva je tudi dobra. Sem ziher, da ima zaradi tele rdeče ene 5 konjev več. Zdaj pa, če bi bilo vse tako po planu, bi se jaz s tem avtom odpeljal na Mercedes, zato ker nam hoče pokazati en avto, to novega GLE, ampak tega ne morem narediti, ker mi je Andraž, ful hvala. Andraž mi je odpeljal ključ od tega avta. Tako da zdaj bo tale Insignia malo počakala, pome pride pa, se veš, tisti, ki zmeri zamuja. Pa kakšen fin avto imaš? Spada v digitalno past sodobnih avtomobilov. Ja, stari. Včasih mehanska povezava je še vedno boljša. Ja, se strinjam. 3 stvari, ki so ti všeč na tem avtu, a boš znal? Dizajn. Ja? Sem videl, si se na Instagramu razpisal. Ja, tudi je ena taka dobra alternativa sveti nemški trojici. Ja. Pa varnost. Evo ga, tukaj je kolegi novinarji, si ga že pozorno ogledujejo. Avto je prišel sem 3 mesece pred uradno premiero, ne vem, kako je Mercedesu uspel to narediti, boj, da so gore premikali. Zdaj več bom v avtu povedal takrat, ko pride v Slovenijo čisto zares kot serijski izdelek, tole je predserijski, ampak vsem pa lahko malo pokažem, ne, kako recimo zgleda noter, zato ker se mi zdi, da ti bo všeč.
Evo, lej, tako izgleda armaturna plošča. To, da Mercedes daje dva velika zaslona skupaj, pa jih prikaže kot enega, to foro že poznamo. Je pa treba priznati, da vse skupaj izgleda precej elegantno, pa predvsem drugače. Se spomniš, pri drugih sodobnih Mercedesih so tile zračniki ponovadi okrogli. Zdaj so pa malo prešaltali, pa moram reči, da mi je kar všeč. Drugače pa poleg zaslonov klasična postavitev stikal recimo na volanu s tistimi dvema površinama občutljivima na dotik. Tukaj na sredinskem grebenu pa vidiš tudi tale ploščice, občutljiva na dotik, tukaj le gor počiva roka, tukaj so stikala, s katerimi prilagajaš zračno vzmetenje, vidiš, lahko avto dvigaš, spuščaš. Avto bo znal, kot recimo S ali pa SQP, brati cesto pred sabo, pa potem vsak kolo posebej avtonomno prilagodi, glede na luknje ali pa grbine, ki pridejo nasproti. Pa mogoče zdaj, ko razlagajo, kaj avto zmore, ima tudi najnižji količnik zračnega upora v svojem segmentu, je ta prvi, ki je šel pod 0,30. A ja pa še cena? Dobrih 67 jurjev. A ja pa še nekaj. Vsi pozabite, da je bil Mercedes GLE v Jurskem parku. In če si v Jurskem parku, moraš tudi težke prikolce vleči. Takrat sem jaz... 3 tone pa pol vleče. Tako kot to rekel. To je res? Čisto res. Jure, hvala! Hej, čau! Ajde! In grede, ti veš, da bo Opel? Sam tam je pogledal hod, da bo Volvo nehal delati avte z dizelskimi motorji. Tako da je malo razmislek, kaj pa kako, v katero smer grejo stvari zdaj. Drugače pa danes kar pester vlog, ne? Mal Opla, mal Mercedesa, pa še pikico Volvota. Je to pa to za danes? Aha?